Vožnja po mestu zna biti precej tečna reč. Nikjer ne najdeš parkirnega prostora, stojiš v kolonah, mudi se ti na sestanek ali v službo, skratka kup nevšečnosti, ki nam povzročajo sive lase. In tu skoči Toyota IQ. Še en pametni malček, ki si je za svoje igrišče izbral mesto. Hkrati pa je to najmanjši 4-sedežni avtomobil na svetu. Pri Toyoti pravijo, da naj bi udobno prepeljal 3 odrasle in otroka. No, vsega jim pa tudi ne moremo takoj verjeti. Torej, če tale sedež poskusim pomakniti v kolikor toliko udoben položaj zase in potem poskusim sesti za sabo, no ja, vse gre, ampak vseeno mislim, da je bolje, da se v tem avtu vozita največ 2. Za njiju bo odlično poskrbljeno. Celo neverjetno veliko prostora je v tej mali škatlici, če seveda odmislimo prtljažnik, ki ga je takole le za 32 litrov, če podrete sedeža pa za 168 litrov. Obstaja tudi verzija z le 2 sedežema, ki ima potem malo večji prtljažnik. Tudi tale lučka je za videti krasna, ampak bo ponoči, kot da je ni. Zvočna zatesnitev je glede na mere presenetljivo dobra. Celo po avtocesti se IQ pelje kot pravi avtomobili, zato daljše vožnje sploh niso muka. Kar me je v bistvu precej presenetilo, saj sem si težko predstavljal kakršnokoli udobje v tako majhnem avtomobilu. Dolg je namreč čisto malo manj kot 3 metre in ga lahko stlačite v skoraj vsako luknjo. Ne morete pa ga parkirati tako kot Smarta kar počez, ker je vseeno malo predolg. Zelo dobra za takšno obliko je aerodinamika, predvsem pa avtomobilček tehta manj kot 900 kg, kljub kupu opreme v njem. Tudi zato je z le 3-valjnim motorjem in 50 kW kar poskočen. Končna hitrost znaša 150 km/h, če to komu pomembno. Tovarna pa obljublja v povprečju le 4,3 litra porabe na 100 km. Na testu je sicer znašala okoli 6 litrov, ker mestna vožnja zaradi pogostega ustavljanja in speljevanja pač zahteva večji davek. IQ niti s svojim imenom ne skriva, kateri avtomobil napada. Z večjimi merami od Smarta je mogoče malo bolj uporaben tudi zunaj mest, najbolj pa veseli, da je tako premišljeno izdelan in zato uporaben. Krasen avto, ki bi lahko rešil marsikatero mesto pred preveč pločevine. Ampak spet, če le ne bi stal s takšno sicer zelo bogato opremo, skoraj 16 000 evrov. Tudi zato gre bolj kot za rešitev prostorskih zagat, za sodoben prestiž.